V vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica so minuli petek gostili zbor članic in članov območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Uvodoma je generalmajor Dobran Božič, vojaški svetovalec ministra za obrambo in predsednik Zveze slovenskih častnikov, predaval na temo razmere v Ukrajini in njihov vpliv na Slovenijo. Člani združenja so v nadaljevanju prisluhnili poročilo o delu območnega združenja Slovenska Bistrica v preteklem letu. Iz teh dokumentov je razvidno, da smo delovali transparentno, racionalno in skladno s finančnimi predpisi. Za donatorska sredstva, članarino in namenska sredstva občin pa seveda en velik hvala. Po lanskoletnem občnem zboru, ko sem bil izvoljen za predsednika, sem predstavil izhodišča in prioritete našega dela na podlagi dogovora o načinu dela predsedstva območne organizacije Zveze častnikov Slovenije. Danes lahko ocenim, da smo poglobili sodelovanje s Slovensko vojsko, veteransko organizacijo, društvom Sever in združenjem borcev za vrednote NOB. Da smo svojim delom uresničevali vlogo organizacije posebnega družbenega pomena, aktivno sodelovali z lokalno oblastjo, občinami Makole, Poljčane, Oplotnica in Slovenska Bistrica ter delovali v našem družbenem okolju. Predsedstvo je v prepoznavnost Zveze slovenskih častnikov vložilo veliko prizadevanj. Seveda o pomoči oziroma izvajanju del vseh komisij, ki jih imamo in vseh aktivnih udeležencev, za kar seveda vsem iskrena hvala za njihovo nesebično delo. V obdobju od aprila 2022 do konca leta smo bili aktivni na 6 dogodkih, to je 1,5 dogodka na teden. Na vseh dogodkih je sodelovalo nekaj manj kot 200 naših članic in članov, nekateri seveda na večjih dogodkih. Lep napredek smo dosegli tudi pridobivanje novih članov in danes naša organizacija šteje 152 članov. Vojaško strokovno dejavnost smo manifestirali skozi strelska urjenja in tekmovanja, vojaške ekskurzije in nenazadnje državnim prvenstvom s srednjostrekotnim orožjem preko suverenosti, na katerem so naši posamezniki in ekipa dosegli dobra mesta oziroma se odlično izkazali. Državno prvenstvo smo ob vseh pohvalah izvedli s pomočjo 670. logističnega polka, občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnice in Makole ter današnjih nagrajencev družb Riko in Impol. Ob tem nismo zanemarili spominskih in domoljubnih dejavnosti. Po naših najboljših skupnih močeh smo se udeležili aktivnosti tako na lokalni, regionalni in državni ravni. Vsi dogodki so našteti v poročilu o programski dejavnosti. Tudi na športnem, kulturnem in rekreacijskem področju smo se udeležili največjega možnega števila prireditev, prav tako na državni, regionalni in lokalni ravni in tudi tu dosegli lepe uspehe. Zato in za še boljše dosežke vas vabim, da nam svoje želje sporočite oziroma zaupate, kaj vas zanima in kje bi sodelovali. Se bomo s tem našo dejavnost še razširili in seveda z dosežki, dobrimi rezultati še bolj promovirali naše delo in Zvezo slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Z izdajo biltena v prvem državnem prvenstvu ob dnevu suverenosti smo dosegli lep medijski odziv. Še vedno pa nas šepa informiranje preko družbenih omrežij, za kar pa smo na predsedstvu sprejeli ustrezne zadolžitve za izboljšanje stanja. Kot obliko aktivnosti mora pohvaliti tudi naše praporščake, ki so nas častno predstavili na slovesnosti s praporom ali zastavo, počastili praznovanja, pa tudi žalovanja. Seveda se da še marsikaj izboljšati, dopolniti, popraviti in se dodatno aktivirati, za kar bomo še več pozornosti namenili v letošnjem letu, seveda z vašo pomočjo. Predsedstvo Zveze slovenskih častnikov ocenjuje, da je bilo delo v preteklem letu uspešno
saj smo realizirali tako rekoč vse zastavljene naloge. Poudariti moram entuziazem in angažiranost članov predsedstva in vseh vodij komisij, da smo navedeno lahko tudi udejanili. Ob zaključku naj izrazim željo po nadaljnjem dobrem delu, sodelovanju s Slovensko vojsko, občinami, skupnem delu z veteranskimi organizacijami, sosednjimi organizacijami Zveze častnikov Slovenije, sodelovanjem z izobraževalnimi institucijami ter ne nazadnje z vsemi občani, tako kot v času mobilizacije in samoustavitvene vojne leta 1991, v kateri smo bili nosilec aktivnosti od priprave bojnih dokumentov do realizacije. Na srečanju so podelili tudi priznanja Zveze slovenskih častnikov in spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države. Pisna priznanja so prejeli Martin Capl, Simona Čeh, Alojz Gostenčnik in Marinka Kramberger. Bronasto medaljo Zveze častnikov so podelili Juriju Višnjarju, zlato medaljo Petru Torino, medtem ko je plaketo zveze prejel Drago Mahorko. Dobitniki častnega znaka Zveze slovenskih častnikov za sodelovanje pa so podpolkovnik Andrej Skodič ter podjetje Riko in Impol 2000.